Ali iščete nov avtomobil, ki je tudi malo premium, pa se ne morete odločiti, da bi bil križanec, kombi, limuzina? Ha! Imam rešitev. Lexus UX. Mi smo se hecali, da je tole križani križanec, ker je tako nizek, da mu ravno za silo lahko še rečem privzdignjen, no in da boste tisti s slabšimi koleni sploh lahko zlezli van. Jaz še nimam teh težav, ker sem še mlad. UX pomeni Urban Explorer, torej boste z njim raziskovali mesto. No, dolg je manj kot 4,5 metra in zato zelo okreten, opazen pa tudi. Samo pogledajte tisto sprednjo masko in žarometa. No, ali pa tale zanimiv del. Sestavlja ga 120 ledic in ta dva zavihka na obeh robovih nista samo zaradi lepše oblike, ampak dejansko pomagata pri aerodinamiki, da je med vožnjo potem avto bolj tih, ker lepše reže zrak. Ha! Pa ga res? Ja, če se peljem lepo umirjeno, je tukaj čisto tiho. Seveda, tudi UX ima hibridni pogon enak kot ta močnejša Corolla, torej 2-litrski bencinski, 4-valjnik s 112 kW in 80 kW elektromotor. Skupaj stisneta 135 kW moči, to je 184 konjev in lahko rečem, da je kljub 1700 kg mase moči povsem dovolj. Tukaj pomaga elektromotor, ki ponuja veliko navora že pri nizkih vrtljajih, zato boste imeli ves čas občutek, da je vse skupaj zelo lepo odzivno. Baterija se med vožnjo polni sama, no vse skupaj pa pomaga, da je poraba zelo dobra. Na našem testu 6,5 litrov, če se veliko vozim po mestu celo pod 6. Škoda edino, da lahko električni način EV mode ročno vklopim samo, ko je baterija dovolj polna in do hitrosti 30 km/h. Očitno Lexus želi, da počakam na UX 300e, ki bo šel samo na elektriko. Menjalnik je tukaj vedno elektronsko nadzorovan ECVT. Če mi ta pri CHR-ju ni bil najbolj všeč, ker je bil hrupan, je tukaj moči ravno toliko več, da je vse skupaj bistveno bolj prijazno do ušes. In če že vozim križanca, je fino, da imam še 4-kolesni pogon, No, tale ga ima. E-Force se imenuje in dodatno stane 1550 €. V bistvu gre samo za dodaten elektromotor na zadnji osi, ki tehta 60 kg in razvije 5 kW moči, kar v bistvu ne vpliva na sistemsko moč, pomaga pa, ko je podlaga spolzka. Seveda ni za resen teren, za zanesljiva speljevanja na zasneženih ulicah Kranjske Gore bo pa super. Tule boste plačali davek na hibridni pogon. Samo 283 litrov meri tale prtljažnik in je verjetno najmanjši med vsemi takšnimi avti. Vem, nekam je pač treba pospraviti baterije in ostale komponente, ampak se kar pripravite, da boste veliko uporabljali strešni kovček, ko se boste z njim vozili na dopust. Zato je pa notri kar dosti prostora. Tamle zadaj lahko udobno sedite do 180 cm visoki. Spredaj pa je sploh super. Veliko odlagalnih mest, sami fini materiali, trde plastike skoraj da ni nikjer več, ker vem, da non-stop šlatate svoje avtomobile. Tudi sedim odlično, kaj čem boljšega. Oja, še je prostor za izboljšave, tale multimedijski sistem. Zaslon je velik in lep, ampak so meniji tako nerodno razporejeni in še vedno se vse nastavlja preko te drsne ploščice, da se dostikrat enostavno preveč in predolgo ukvarjam z nastavitvami. Se vem, ko je avto enkrat tvoj, vse skupaj nastaviš in se navadiš, ampak Japonci bodo morali tole poenostaviti. Tako kot nekatera stikala bolje razporediti, tole za parkirno zavoro sem prav iskal 2 dneva tamle spodaj. Če se spet vrnem na cesto, lahko zelo pohvalim samo vožnjo. Podvozje je dobro nastavljeno in zelo pomaga tudi, da je tamle baterija pod klopjo, zato je težišče najnižje v segmentu. Pomeni, da se avto prav lepo zapelje v ovinek, no v samem ovinku bi si vseeno želel nekaj več povratnih informacij na volanu,
da bi se bolj zlil z avtomobilom. Je pa res, da je UX s svojim pogonom bolj za umirjeno vožnjo kot za podiranje rekordov. Mislim, hitrostnih rekordov. Tistega sporabo že lahko poskušate podreti. Evo, spet en posebnež in v bistvu edini hibrid v segmentu, ki se tudi sam polni med vožnjo. Z bogato opremo Luxury stane 53.000 evrov, kar seveda ni malo, ampak tudi ni veliko, ko ga primerjam s tekmeci. Se zdi kar pravi za čas, ko se želimo naokrog voziti čim bolj čisto in malce višje. In v stilu.